Kaj pa, a še vedno piješ alkohol? A si še vedno na tem? Ne, danes imam en mesec, 14. za Valentinovo sem bil zadnjič pijan, od 15. nisem pa spil nič alkohola. Enkrat sem samo jezik namočil, ker sem probal eno sladko vino. Se pravi, nisem pa spil niti kaplje, ne, v zadnjem mesecu, nič. Pa še 10 dni bo to trajalo. Zakaj? V bistvu hočeš priti na nič? Saj sem prišel na nič, ne. Se pravi... Ja, ma pol kaj boš s tem? A boš spet začel ali boš ostal tle, kjer si? Veš kaj, predvsem nočem biti zdaj sužen alkohola, ne v takem, ne v drugem smislu. Zdaj, če si abstinent, potem si spet sužen. Ker tisti ljudje, ki ne morejo malo piti, ki takoj, ko spije en kozarček, pa potem ga toliko vse skupaj zagrab, da ne more nehati, to je zdravljenje in nikoli ozdravljenje alkoholika. Se pravi, ne glih tako sužen alkohola, kot tisti, ki vsak dan naklan. Jaz sem pa ves cajt nekje tako, ali sem trezen, ali sem abstinent, ali pijem zmerno, ali včasih se ga pa nažeram kot svinja. To se mi je zdaj zgodilo recimo v zadnjem letu, tako pošteno povedano, verjetno enkrat na mesec, tako da sem bil pijan, orang, tako da recimo se pa naslednji dan nisem spomnil kakšnih stvari. Ja, se to vem, ja. Ja, ampak... Kaj me tudi zanima, kaj pa to za vlado, če podpiraš to vlado, to novo vlado, no? Če kaj spremljaš? Jaz politike nasplošno ne podpiram. Moje načelo pri tej kandidaturi, zdaj ta zadnji, je bilo eksplicitno proti politiki, ukiniti politiko. Nič levo, nič desno. Tako, ko se zdaj nekako pogovarjajo, da bi tehnična vlada, se pravi, nobenih strank, zato ker stranke so samo sredstvo za pridobivanje nekih finančnih bonitet. Ljudje se grebejo za stolčke, ne zato, da bi oni dali nekaj ljudem, ampak zato, da bi jim vzeli. Se pravi, v parlamentu bi mogli biti nestrankarski ljudje in to ljudje, ki so že nekaj dosegli v življenju, ki imajo denar, ki so samouresničeni, ki bi radi pomagali drugim. Kaj pa ta ministrica vlade, a ti je seksi, pač to, ko so zbrali? Na nek način je seksi, če bi odkole pogledal, bolj kot kakšna druga. Bi jo kresno, recimo. Pa ne bi jo kresno. V kakšnih drugih okoliščinah mogoče. Kdo ve, kako se bi zdaj ljudje spoznali. Tudi recimo mi, da se ne bi najbrž nikoli srečala v življenju, če se ne bi na kmetiji takrat. Tako da živimo v različnih svetovih. V katerem svetu ti živiš? Zdaj živim v enem takem precej zaprtem svetu na nek način. Tako v tem smislu, da se tudi ne pojavljam kaj dosti na nekih prireditvah, pa tako kot sem se včasih. Dobro, se moraš malo umiriti, ja, pa tudi izven Ljubljane živim in tukaj dejansko se mi tudi ne ljub, tudi če me kam povabijo, se mi ne da voziti zdaj recimo, razen če je kaj res izjemnega. Tole danes recimo jemljem kot izjemno stvar, v pozitivnem smislu, tudi zaradi tebe, zaradi Vladota in fajn. Kaj pa, s katerimi ženskami si bil pač najmočnejšimi v Sloveniji? Če mi jih lahko našteješ. Ja, zdaj bilo je zaželeno z strani ene izmed punc, ki so danes v zelo na visokem položaju, tlele v parlamentu. Ena izmed njih, ne bom je zdaj pač imenoval, ker je bila njena izrecna želja. A je bila bolj močna od mene? Močna je bila a misliš zdaj po konstituciji? Ne, zdaj govorimo o položaju. Jaz sem zdaj pač malo... Pač zdaj dejansko, no. Da bi bila pa kakšna bolj tako krepka, ja, so pa kakšna se je tudi najdla še. Jaz sem mislila tako močna osebnost, no. Močna osebnost. Ne moreš si ti našteti vse od lani, 10 let nazaj, to se bo kar vleklo, veš, ono. No, tako je, bi rekel, glede močne osebnosti. Ja, da je ženska na položaju, ne zdaj krena tam, na takarca recimo, ko ni na položaju. Ja, seveda, zmeraj sem v glavnem iskal močne osebnosti ženske, zato ker sam sem recimo kar dosti močna osebnost, pa ne rabim zdaj neke take putke, da bi zdaj Boga bila, pa ne vem, da bi mogel jaz za njo skrbeti. V glavnem sem si res iskal ženske, ki obvladajo, vsaj če nič drugega, vsaj svoj lasten poklic, pa da je tam samo uresničena, pa da skratka, da ne visi na meni.
Kaj pa, jaz se ti zdim dosti močna za tebe. Meni se zdiš ti dosti močna, sposobna v vsakem primeru. A veš, to, kar delaš, že to, da imaš oddajo tukaj, je znak, da si uspešna, lepo živiš, srečna si, pri tem, kar delaš. In to je glavna stvar. Ni sploh nujno, da bi zdaj bila na nekem položaju ali karkoli lahko bi nekdo rekel. Kaj pa, ženske imajo svoj položaj?